In zdaj vabim še zadnjo predavateljico, ki bo nastopila na tem simpoziju, ki jo tisti, ki pač večkrat pridete na simpozij, že gotovo zelo dobro poznate, no pa tudi marsikdo drug. To je profesorica na Pedagoški fakulteti Milena Mileva Blažič, ki je specializirana predvsem za otroško, torej za recimo pedagogiko manjših otrok, a ne, in predvsem tudi in tudi za mladinsko književnost. Recimo naj samo omenim med njenimi res izčrpnimi številnimi objavami to, da je ravno leta 2021 izšla monografija, in sicer angleška, torej Comparative Children's Literature, Comparative Study of Slovene Children's Literature in an International Context. To je taka impozantna monografija. No, in danes bo pa tudi spregovorila o pravljičnem motivu, ki ima seveda tudi korenine recimo že v davnih časih, že v antiki in se potem to vleče pravzaprav ves čas. Hvala lepa, Nada, za prelepo predstavitev. Jaz že imam temo za naslednje leto, malo za hec, malo za res. Po osnovni izobrazbi sem komparativistka oziroma primerjalno književnost, sem to študirala in literarno teorijo in smo imeli tudi antiko in dejansko antični miti so neznansko vplivali, to vsi vemo, da je antika zibelka evropske književnosti, ampak med vsemi antičnimi miti so najbolj vplivali predvsem tri miti. Tudi Hans-Jörg Guter v svojem motivnem tipnem indeksu izjemno veliko ima antičnih referenc, kar pomeni, da je tudi imel klasično izobrazbo. Prvi mit, ki je zelo vplival, hvala lepa, ki je najbolj vplival na pravljice, novoveške pravljice, torej staroveška pravljica o Amorju in Psihi. Med nami profesionalci pač velja, da je to najlepša pravljica na svetu. Pri Apuleju ima približno 60 strani z ali brez ilustracij in pravzaprav je vplivala v 2000-letni dokazani pisni literarni zgodovini, je tako vplivala na pravljice, da ima 60 različnih podtipov. Drugi mit antični je pravzaprav rodopis, to je ciklus pravljic, to so trije pravljični tipi, ki imajo cikluse, vsi ostali imajo en ali dva tipa, mogoče tri, ampak ti trije imajo cel ciklus. In tretji je pravzaprav čarovnikov pomočnik, vsi ti antični miti, ki so kasneje spremenili žanr iz starega v novi vek, imajo tudi svoje atu številke. Atu je mednarodna oznaka A. Arnett Thompson Uter in to je mednarodno sprejeto. No, profesor Zajbs, Jack Zajbs, ki je bil 4-krat v Ljubljani in tudi v tej dvorani oziroma atriju je že predaval, jaz sem nekje njegova lojalna bralka ali kolegica, tudi skupaj smo napisali knjigo, zdajle se ena njegova knjiga tudi prevaja v slovenščino, za študente ni še išla na jeseni bo,
oziroma do 30.6. mora biti. In pravzaprav profesor Zajc je izdal antologijo pravljic, tudi zelo obsežnim uvodom, več kot 100 strani, ravno o tem motivu Čarovnik in njegov učenec, in je opozoril, da je pravzaprav v osnovi te pravljice, pravljičnega tipa, ki je en, potem ima različne zvrsti, podtipe, v osnovi Heglova dialektika gospodarja in hlapca. To sem tudi preverila in bom kasneje tudi citirala. In profesor Zajc navaja tudi Zlata Nada, mi je omenila, preden sem vse te vire dobila, Lukjana, Evkrata in Pankreata. To so izjemno kompleksni miti, a veste, in samo en delček tega mita oziroma besedila je kasneje vplival na to pravljico. Recimo Straparola, Maestro Latantio, to so zelo obsežne pravljice, ki imajo prvo, drugo, tretjo dogajalno linijo v primerjavi s sodobnimi pravljicami, ki so linearne in, oprostite izrazu, infantilizirajo in pravljico in otroke, pa tudi odrasle. Tudi Lukjanovo besedilo v nemškem prevodu je vplivalo tudi na Goethejevo delo Čarovnikov pomočnik. V slovenski književnosti za odrasle je najbolj znan Ewald Flisar, ampak kasneje bi se osredotočila na 2 segmenta. No, tukaj sem si dovolila, da sem šla preštudirati tudi Hegla, vsaj to poglavje, potem tudi v angleščini, ki je bila mogoče bolj jasna kot slovenski prevod. In pravzaprav sem poiskala v tem motivu ali kasnejših pravljicah, kje ta gospodar, kje pa je hlapec in kdaj pride do zamenjave, da hlapec postane gospodar, gospodar postane hlapec, kar bomo tudi pokazali. No, recimo, znano je v svetu, da klasika, svetovna klasika, tudi slovenska klasika v slikaniški knjižni obliki postane mladinsko branje. Torej, ni mladinska književnost, ampak je mladinsko branje. Tudi Levstik ni načrtoval Martina Krpana za otroke, tudi Kozlovska sodba ni bila mišljena, tudi Prešeren ni pisal za otroke, ampak v slikaniški knjižni obliki de facto imamo celotnega Prešerna, tudi imamo odličnega avtorja Oliverja Jeffersa, pravzaprav, ki je tudi napisal svojo varianto za crossover, večnaslovniško avtorsko slikanico na Faustovo temo. Ta motiv Čarovnika in njegovega pomočnika se v književnosti, v pravljicah, ga lahko najdemo ne samo pod tem tipom, ampak še kje druge. Recimo tukaj imamo kolega Matej Hribovšek, je že šel, ampak jaz sem si tudi dovolila nekaj ilustracij, recimo Andersenova pravljica Vžigalnik, ker dejansko ta soldat proda svojo dušo in dobi ta vžigalnik ali kresilnik, kot je napisal Kosovel, ali kresilo, in pravzaprav počne zelo sporne stvari. In dostikrat tudi recimo najbolj zanimiva in eksplicitno v smislu Hegla je Andersenova pravljica Senca. Prevedena je v slovenščino, ni pa mišljena za otroke, in če vidite, tukaj je v ospredju študent, lik študenta, ki se zamenja svojo senco in njegova senca postane gospodar, on postane hlapec svoji senci in njegova senca se poroči z njegovo zaročenko. Torej, v celoti se zamenjata gospodar in hlapec, in to je prikazano recimo najpogosteje senco. Iz najbolj kompleksna pravljica, ki tematizira Čarovnika in njegovega pomočnika oziroma gospodarja in hlapca,
Oscar Wilde je napisal samo 9 pravljic. In to so obsežne pravljice, recimo Ribič in njegova duša je 40 strani. In tukaj ta ribič, ki ujame malomorsko deklico, proda svojo dušo, zato da bi lahko bil z njo. Duhovnik noče kupiti njegove duše, trgovec noče kupiti njegove duše, ampak v bistvu čarovnica, ki zna čarati, pač pravi, da v polnoči naj pride na en hribček in ko bo njegova senca padla pred njega, takrat naj vzame nož in naj si odreže senco, kajti senca je telo duše. In on to naredi o polnoči, na kar poslušajte, senca ustane in reče, prosim, ne me pustiti. Človek je lahko brez srca, ampak brez duše ne more biti. Dovoli, da ostanem v tebi. In se začne ta dialog gospodarja in hlapca in ta ribič v bistvu počne grozodejstva. Če gre na 4 strani sveta in ta duša reče, prosim te, daj vas enkrat na leto dobiti, tukaj na tem kraju, ob tej uri, mogoče bo želel, da se vrnem vate. Izjemno kompleksno besedilo. Dvomim, da je za otroke. Tukaj Charles Perrault, videla sem tudi Jani je kupil Vladarja od Machiavellija. Dejansko Obuti maček je Machiavelli za otroke. Dejansko ta, recimo Mlinarjev, 3. Mlinarjev sin, on je marioneta. On sploh ne razmišlja o duši, ampak je v bistvu ta Obuti maček, je gospodar in v bistvu laže, krade in tako naprej, da doseže višji socialni in ekonomski položaj. In poglejte, ta maček, Obuti maček in tako naprej, v nekaterih variantah je tudi mačka, in potem, ko se sreča s pravim čarovnikom in razvije strategijo, kako premagati še večjega čarovnika, kot je sam. In potem mu ponudi 3 možnosti. Če se lahko spremeni v slona, v leva, kar vidimo, da je azijsko poreklo, in 3. v miško. In potem Obuti maček poje to miško. Torej, vidimo, da je to Machiavelli. Dovoljeno je lagati, krasti, koruptiven biti in tako naprej, in tudi moriti. In na koncu Obuti maček, ta Mlinarjev sin postane kralj, Obuti maček pa predsednik vlade ali prvi minister. In tako naprej. Profesor Zajps v tej antologiji navedel in pravi, ne me narobe razumeti, enakopravni smo, ampak pravi, to je nekje bolj pravljica o moških. Večina avtorjev se ukvarja s tem motivom, tudi nekatere avtorice, ampak zato, ker smo se enakopravni, bom zaključila z avtoricami. In pravi profesor Zajps, to je tematika 19. in 20. stoletja. Jasno, da so že v starem veku pa srednjem veku obstajali arhetipi ljudje, ki so počeli to, kar ne bi smeli, in drugi niso počeli tega, kar bi morali. Torej, to je definicija korupcije. No, gremo naprej, to je ta motiv pravljični, čarovnik in njegov učenec ali šolarček ali pomočnik. Pravljice so sestavljene, ta pravljični tip je sestavljen ponavadi iz uvoda, jedra, konec se lahko tudi rahlo razlikuje. Pravljični motivi se tudi poročajo, ločujejo tudi, tako da imamo različice. In to je nekaj različic. Recimo, včasih je tudi čarovnik kaznovan, recimo pri Obutem mačku še večji čarovnik poje manjšega. Vidimo, da se je v bistvu maček kot
hlapec v primerjavi s velikim čarovnikom, kasneje on postane pravzaprav še večji čarovnik. In imamo tudi različice. Zdajle tukaj sem pa poiskala Erisihton, a sem pravilno prebrala, hvala lepa, prevod Davida Mourina, točno ta citat v slovenščini pa v angleščini, ki ravno govori o tem motivu, kako se dekle spreminja, enkrat je kobila, enkrat ptica, krava, košuta in tako naprej. Mi moramo vedeti, da v naši kulturi, v evropski, recimo, dostikrat pozabimo, da je motiv krave indoevropski motiv ali slepi motiv in to pomeni sveto žival. V tem kontekstu pa mogoče je slabšalno. Gremo počasi naprej. To je Grimmova pravljica Tat Coprnik, ki v bistvu oče želi, da bi njegov sin imel določen poklic in pravi, da je najboljše biti tat. Ne ga pelje k enemu coprniku, da ga izuči te obrti. In v bistvu ta coprnik res uči tega otroka, te obrti, ampak tudi očeta prevara, ki reče, če boš spoznal sina, če ga pa ne spoznaš, mi moraš plačati z dušo, Mefistov motiv. Prejšnji teden sem šla, jaz mislim, da sem že 50krat bila v semeniški knjižnici, se opravičujem, to so posnetki z iPhona in sedaj Mateja Demšar vsakič razlaga te freske. In pravi, tukaj imamo papeža Gregorja z golobom. In jaz pravim, Mateja, to je Grimmova pravljica Trije jeziki. In je v povezavi s čarovnikovim pomočnikom, ker pravzaprav si oče želi, da bi se njegov sin nečesar naučil. In pošlje sina za 1 leto, za drugo, za tretje in sin se prvo leto nauči jezika živali, drugo leto jezika psov, mačk, drugo leto jezika živali, tretje leto pa v bistvu ptičjega jezika. In oče je besen, kaj si se naučil pri čarovniku, nič, in ga pošlje od doma. Skratka, ta sin potem roma in tako naprej in mu to poznavanje 3 jezikov, živalskega, rastlinskega in bomo menila tega, da mu golob prišepetava. In v bistvu, ko mu golob ga kronajo, razglasijo za papeža, on pa ne zna ne latinsko, ne zna tudi moliti, ampak mu ta golob šepeče pravzaprav v latinščini vse te molitve. Torej imamo tudi ta motiv 3 jezikov. Tudi Oton Župančič ima krasno pesem, zdaj gremo pa otroški, pa mladinski književnosti, čudovito pesem, v mehurčkih Cicibanus, on je danes Coprianus. Ampak pri njem postane ta motiv čarovnikovega pomočnika, to, kar je Ciciban, nekaj pozitivnega. Torej iz antičnih mitov, ko se ta motiv spremeni v pravljico, ko zamenja literarno zvrst in vrsto, pravzaprav postane pozitiven. Tukaj ga tudi Oton Župančič pozitivno obravnava. Vsakemu iz lonca da in vidimo pravzaprav, kljub temu, da je živel v moderni, ampak je imel svetovni posluh, čustveno, emocionalno, socialno je bil na strani otrok Oton Župančič in ima elemente solidarnosti, socialne empatije. Vsakemu iz lonca da, ne samo sebi, vsakemu. Tukaj lansko leto sta bili 2 veliki razstavi ilustracij Hinka Smrekarja, tudi sama sem sodelovala s pravljičnimi motivi, no da vidimo, kako je Hinko Smrekar črnošolca oziroma čarovnika, ki ima druge pomočnike živalskega izvora, kako ga je Hinko Smrekar uprizoril. Prihajamo do kekca.
In imamo, Josipa Vantota danes skoraj nihče ne bere, če ga poznajo predvsem preko filmov, ampak bom prišla kasneje do Kekca. Odisej in Polifen. Imamo pravzaprav eno krasno slikanico, izjemno lepo, Nobody Rides the Unicorn, in tukaj je deklici ime Nihče. Jaz ne vem, kako bi ta Nihče prevedli kot ženski spol. Ker v bistvu imamo Odiseja in Polifema, in ko Odisej si da ime Nihče in v bistvu se tako reši. Tudi ta deklica Zoja, živi hudobni kralj, ki mu čarovnik šepeče, kralj se boji, da bi ga zastrupili. In mu ta čarovnik, pravzaprav kralj je njegova marioneta, čarovnik mu reče, ja, ne boste nikoli zastrupljeni, če boste pili iz roga izobilja in jedli iz roga izobilja, ampak to mora biti samo rogov rog, ki ga lahko ujame samo deklica, ki prelepo poje. Torej imamo motiv siren. In ta deklica res pomaga čarovniku, da ujamejo tega samoroga in ga potem ujetega zaprejo in ga hočejo tudi obglaviti. No, nakar kot deklica ugotovi pomočnica v prvem delu, ko ugotovi, da je prevarana, pravzaprav spusti tega samoroga, ki odide, in potem v bistvu tudi njo izženejo iz tega kraljestva, ta čarovnik jo prežene, ker ni več pomočnica, ampak je antipomočnica in tako naprej. In potem ta Zoja gre in v bistvu gre čez, kako se reče, slapove, in ko gre spet čarobni prehod, najde v bistvu livado, na kateri so samorogi. In ti samorogi jo sprejmejo in v bistvu pride ta samorog, ki ga je ona rešila, in dovoli, da ga ona jaha, in ko kralj in čarovnik vidita in rečeta, kdo jaha samoroga, v angleščini je pa ta Nihče, Nobody Rides the Unicorn. Krasno besedilo, ki se povezuje z antiko, z Odisejem in Polifemom. Zakaj so pa ta besedila za otroke, te pravljice, pravzaprav spremenile se iz tragičnega, pravzaprav imajo srečen konec. Večinoma se imamo tudi antipravljice, zato ker je Max Liti pravi, mora biti čudež v pravljici. Zato čudežno v pravljici ni nič drugega kot edina možna gotovost, da se nemoralnost resnično končala. In to vidimo pri tej Zoji. In tako naprej. Zdaj smo pri Kekcu in Bedancu. To je tudi v bistvu varianta za otroke, Odisej in Polifen. Imamo tudi kozličke, pastirčke, imamo neke vrste jamo. Kekec živi ne v jami, ampak Bedanc na pol v jami, in je ta korelacija z Odisejem in Polifemom. Tukaj pa, kot sem rekla, bi na koncu končala, da ni samo moški motiv, ampak tudi ženske nastopajo. Spoštovano kolegico Moniko Kropej-Telban zelo sodelujeva, tudi s kolegico Marjetko Goleš Kavčič. In tukaj sem pri Vandotu slučajno našla en lik čarovnice s 3 obrazi. Ona ima pomočnico, to je deklica, jasno, to je vedno arhetip otroka sirote, vedno je sirota, ampak ta čarovnica v bistvu šola, ampak pozitivno šola to deklico Marušo, in to je edina čarovnica po spoznanjih kolegice Monike Kropej-Telban, ki ima 3 obraze. Najdemo čarovnike z 2 obrazoma, pa čarovnice, ampak s 3. Spet imamo antiko, kamniti obraz, to je slepi motiv Niobe iz antike. Ampak to moramo poznati. In potem ta deklica Maruša gleda čarovnico, kadar torkljo, 3 borkljo, in reče, enkrat imate črn obraz, enkrat imate bel, enkrat kamnit. Kaj pa to pomeni?
In čarovnica jo nauči, kdor se navadi mojega črnega obraza, zna prenašati tegobe na svetu in tako naprej. Če misliš dobro, tudi moj obraz vidiš lep in bel in tako naprej. To zrcaljenje čustev. Lili Novi, Marija Kovačič je leta 1960 sestavila eno izvrstno antologijo. Kristina Brenk, Marija Kovačič pa Niko Grafenauer so bili plemeniti avtori ali uredniki in tukaj je pesem Lili Novi, ki jo iščem že en mesec, kje je bila objavljena, pa vsi rečejo leta 1991. In v bistvu Lili Novi ima krasno pesem, da je novo leto je čarovniško, tisto srednji spol. In v bistvu poglejte, Lili Novi omenja besedo čarodej, coprnik pa zoprnik. Izvrstno, kratko, jedrnato, ker sodobni avtorji in uredniki poudarjajo pri teh antologijah infantilizirana besedila. Poglejte, kako Lili Novi ima občutek. Novo leto je čarodej, coprnik je lahko ali zoprnik. In še sociocentrizem ima. Kdor bo delal dobro in tako naprej, kdor bo mislil samo nase, zanj je novo leto zoprno. A vidite ta sociocentrizem, 2. člen slovenske ustave, Slovenija je socialna država. In na koncu Lili Novi reče, naj se vsak potrudi, da nam je vsem v redu na tem svetu. Obstajajo še druge pravljice, Leje Fatur, Mladi črnošolec, to je bila serija, kako so otroke učili v reviji Zvonček tudi čarati. Če imam 3 minutke, zdaj imam maturo za vas. Prosim, če prisluhnete rezijanski pravljici, ki je mama čarovnica, hčerka čarovnička, dojačesica, dojačesa pa dojačesica. In uporabljata čarobne besede. Vas kot poliglote, klasične filologe, ki znate latinsko, grško, angleško, prosim, pomagajte prevesti čarobne besede. Bilena žena tunjerica, ano namela zvaro ur tukotlu. Jej parlatla nutr podura namala dojačesica. Ano to šla gore za kota i tu, ano našlata. Ano nadjala zvaro, dovtja duna. Ano bila jest, narakla. Ti si lačna, men ti de za jest? Ana zdelala da, Ano najdala, ta na krilacu, ano to lepo snedala vse. Vse na dambota, ta vne usmiričje na je zaupila da. Kače smajo. Na vzdurnula uve, lej tako, ano našla tam iz sredo dišice. Na spet zaupila i tako mate da. Kače smajo. Naskočila, našla ta na prah. Ko napršila ta na prah, mate je spet zaupila da. Kače smajo. To je zaupilo da. Žgarangangang. No, to je šla taj ponta unza te šlečje. No, unza te raste. Ano tadito došla unza smerič. I tu, ki je bila mata, matera. Javili se, kaj so pravili vrede, te njevaške.
je kakšen junak ali junakinja našega simpozija 13., ki bi morebiti znal prevesti ali poskušal prevesti žvukačiči smeju pa škaranga gang. Imamo pesnico med seboj, pesnika. Če nič drugega, pa razmišljajte. Hvala lepa, to bi bilo vse.